Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz županovega kabineta. Danes smo se odpravili v Litijo. Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec, in hvala, ker ste nam namenili nekaj vašega časa. Dotakniva se včerajšnje 21. redne seje občinskega sveta. Katere so tiste najpomembnejše točke, o katerih je tekla beseda? Ja, lep dober dan. Najprej lep pozdrav seveda vam in pa seveda vsem spoštovanim gledalkam in gledalcem. Ja, zagotovo 21. redna seja, ki je bila včeraj, je bila predvsem najprej v znamenju, se pravi, tako imenovanega vrtčevskega paketa. Gre za klasično vsakoletno, se pravi, sprejemanje potrebnih sklepov za novo šolsko leto predšolske vzgoje. Tukaj so bile 3 točke, predvsem prva točka sprejetje samega okvira organizacije dela predšolske vzgoje. Ta je seveda postavljena na podlagi razpisa, ki je bil v mesecih marcu in aprilu. Zagotovo je zelo opazno, da je trend, se pravi, vpisa še vedno, bi rekel, v porastu v občini Litija, kar je zagotovo spodbudno. Letos je seveda glede na to, da smo zagotovili nove prostore v Gabrovki, odpravljen ta primanjkljaj, se pravi, pomanjkanja prostorov v vzhodnem delu občine. Se je pa pojavil primanjkljaj tukaj v sami Litiji, približno ob samem razpisu, in po njem je bilo 32 vlog samo iz občine Litija več, kot je, se pravi, na razpolago mest v vseh oddelkih vrtca. Glede na to smo seveda se dogovorili z zasebnikom gospodom Majnardijem, da bo uredil še prostor za en oddelek, tako da bomo v Litiji odprli še dodaten, se pravi 32. oddelek v vrtcu Litija in s tem skoraj da v celoti, breko, tudi na tem delu občine odpravili ta primanjkljaj, se pravi pomanjkanja prostorov. Nekaj bo pa ostalo nezasedenih v Kresnicah in pa v Jevnici, ampak to pa ni takšnega števila, da bi lahko odprli še en oddelek. Zato smo seveda nadaljevali tudi za sklepom o subvencioniranju varstva otrok tistih, ki bodo odklonjeni. Sicer ne bo to tolikšno število, verjetno bo ta številka tam približno okoli 10 do 15 v celem letu, nič več. Se pravi, občina tukaj subvencionira približno 50 evrov za, rekel, tako varstvo staršem, če seveda ni možnosti v samem vrtcu. Je še kakšna točka, ki bi jo izpostavili? Še mogoče cena, tudi cena se delno spreminja, predvsem v Litiji ne toliko, med 2 in pa 4% za posamezne, se pravi, oddelke, se pravi, ali homogeni ali heterogeni oddelek ali pa kombinirani oddelek. Najvišji odstotek spremembe je pa v Gabrovki in pa na Polšniku. Ta sprememba je pa med, se pravi, tam 8 pa tja do 12%. Ta razlika je zagotovo občutna, zato se je pojavila ideja, da bi poskušali, se pravi, na ravni cele občine oblikovati enotno višino cene, ki bi se na nek način oblikovala v tem, rekel, se pravi, glavnem litijskem vrtcu in da bi jo zasledovali z, se pravi, potem tudi ceno v ostalih 2 vrtcih, ki zagotovo glede na to, ali ima oddelek samo, ali ima posamezen zavod recimo samo en oddelek, tako kot je to osnovna šola Litija, ali pa posamezne, se pravi, oddelke vrtcev v različnih okoljih, pa spet mogoče samo po en oddelek, kot je to tudi na Dolah, potem je zagotovo takšna storitev in izračun cene višji, vendar smiselno bi pa bilo poiskati rešitev, da bi na ravni občine poiskali enotno ceno, in zato smo se dogovorili, da bomo do naslednje redne seje v mesecu septembru naredili ponovne izračune in potem, se pravi, na podlagi teh izračunov mogoče
verjetno tudi pristopili k tej rešitvi. Gospod župan, kako pa sicer poteka izvajanje proračuna v občini, vodooskrba, cestna infrastruktura in podobno? Ja, mislim, da v skladu z načrti, tukaj smo, se pravi na cestni infrastrukturi, smo v sami fazi priprave javnega razpisa za modernizacijo in asfaltiranje cest, približno okoli 8 km cest, da bi se v letošnjem letu, se pravi tam pozno poletje in pa jeseni asfaltiralo. Potem pri vodooskrbi smo že v sami fazi realizacije dveh projektov, to je povezava Gabrovka-Tihaboj in pa v tem tednu povezava Jesenje Bitiče-Hotič. Gre predvsem za dva vodovodna sistema, kjer je zagotovo zdajšnja, se pravi, vodni viri zelo neustrezni in imajo tukaj upravljavci hude težave, predvsem pa uporabniki. In jaz le pričakujem, da bomo najprej seveda v Hotiču že do konca poletja zagotovili to povezavo in se pravi ustrezno pitno vodo iz vodovodnega sistema Zapodje oziroma Ribče. V Gabrovki pa najkasneje do začetka prihodnjega leta. Seveda je pa pri vodooskrbi sta še dva projekta. Letos bomo začeli, zdaj pripravljamo razpis za povezavo Litija-Veliki Vrh-Golišče. Gre tudi za zelo pomembno investicijo in zagotovitev ustrezne preskrbe z pitno vodo in pa, se pravi, še ureditev tako imenovanega ustreznega tlačnega pritiska v Kresnicah z novim vodohramom. To pa je v postopku pridobivanja samega gradbenega dovoljenja. Tako da zagotovo na vodooskrbi kar nekaj postopkov, v tem imamo še pridobitev potrebne dokumentacije za vodovod Mamol in pa vodovod Dole. Potem so tukaj še, se pravi, vrtci, šole, predvsem je zdaj v tem trenutku najbolj aktualno možna in predvidena selitev izvajanja predšolske vzgoje v Hotiču iz zdajšnjega objekta, zasebnega objekta v prostore gasilskega društva. Hotič je pa tako in tako povezan zdaj z, se pravi, projektiranjem za, se pravi, izgradnjo nove nadomestne šole in pa samega vrtca. V jeseni so volitve, izteka se 4-letni mandat vaše ekipe. Če se ozrete nazaj v 4-letno obdobje, kaj bi izpostavili? Ja, zagotovo se vsi spomnimo, da začetek tega mandata je bil zagotovo zelo tak malo turbulenten. Zelo pomembno se mi zdi, da so se takrat le obdržale, dosti hladne glave, tako v občinskem svetu kot v sami občini, in da smo znali stopiti skupaj, sprejeti potrebne, sicer težke odločitve, ampak danes se kaže, da so bile te odločitve zagotovo prave. Znali smo, se pravi, vse ključne investicije pripeljati do konca. Danes se pa kaže, da so še kako pomembno je bilo, da smo vztrajali in da dajejo res dobre sadove. Glih včeraj na svetu je bila predstavitev osnovne šole Litija in ravnatelj se je sam pohvalil, da dejansko koliko različnih izmenjav ima šola, ogledov, primere dobre prakse, ki jih lahko pokažejo ne samo v slovenskem, ampak bistveno bolj v mednarodnem merilu. Sploh ta kombinacija, ki ima šola že kot tradicijo, tudi podružnico z prilagojenim programom. Mislim, da je to zelo pomemben tudi vsebinski del, ki je zagotovo daje šoli še dodaten pomen. Pri medgeneracijskem središču Šmelc vemo, da je program 100% zaseden, da je pomanjkanje prostorov, da je dejansko vsi programi tudi izjemno uspešno se izvajajo.
pri sami čistilni napravi s kanalizacijo pa sami opažamo, koliko bolje tudi reka Sava čistejša, ne? Sicer drugih učinkov ni, ampak uredila se je pa tudi infrastruktura in zagotovo je zelo pomembno, da smo uspeli tudi te projekte pripeljati, ne samo do konca in jih tudi izvajati, ampak da je bila občina tudi sposobna jih sfinancirati. Zagotovo bi bilo boljše, če bi dobili več finančnih sredstev iz drugih virov, pa žal to ni bilo, bi rekel, možno. Pa če se dotaknemo še zadnjih volitev v Sloveniji, kako jih komentirate, kako vidite sodelovanje oziroma napredek, kje vidite lokalno skupnost pod sodelovanju z novo vlado? Jaz še ne vem, kakšna bo nova vlada, ampak jaz se le pričakujem, da zagotovo, da bo le toliko, bi rekel, ene modrosti, da se bodo znali različni interesi najti, bi rekel, tisti skupni imenovalec, ker vemo, v politiki je vedno tako, da je treba iskati kompromise, brez, bi rekel, ustreznih kompromisov je zelo težko, se pravi, stvari potegniti naprej, zato ker vemo, da je potrebno, bi rekel, iz različnih idej pobrati tiste skupne točke in na tistem graditi, se pravi, kako pride do, bi rekel, potrebnega cilja. Zagotovo pa moram reči, da si tukaj res želim. Prvo je zagotovo pomembno, da je občina, z naše občine, da smo dobili poslanca, gospoda Borisa Doblekarja. 2 mandata občina ni imela poslanca v državnem zboru, kar zagotovo ni dobro, ni bilo dobro. In drugo, zelo pomembno se mi zdi to, da bi nova vlada znala prisluhniti k prepotrebnim, se pravi, spremembam v odnosu do lokalne samouprave. Namreč zdaj se prevečkrat pojavlja kar eno dejstvo, saj občine, one imajo pa denar, bodo pa že lahko izvedle marsikatero, se pravi, dodatno nalogo, ki jo država zelo hitro, bi rekel, sprejme, ne? Potem se pa sprašujemo, kako bomo sfinancirali posamezno dejavnost. Sicer jo sfinanciramo, ampak potem imamo pa probleme, ker recimo na infrastrukturi ne moremo narediti želenih, bi rekel, večjih učinkov, se pravi, ureditve infrastrukture hitreje, kot si to seveda tudi želeli. In tukaj želim predvsem to, da se pravi zagotovitev več posluha, tudi več sredstev, drugačen pristop pri črpanju evropskih sredstev, predvsem pa, to je pa najbolj pomembno, res ena temeljita revizija vseh postopkov in procedur, ki jih za posamezno, se pravi, projekt mora, se pravi, pridobiti ali lokalna skupnost ali pa posameznik. Jaz prepričan sem, da to ni povezano samo z občino, ampak predvsem odprava birokratskih ovir, ampak ne tisto, kar smo že dolgo časa priča, da enostavno v vladni proceduri dobiš tisti obrazec, ne, da se pravi posamezen ukrep stremi k odpravi birokratskih ovir, pa je recimo narejena kljukica, ampak da bo dejansko prišlo do, bi rekel, resnega premisleka, da pri vsakem koraku, ukrepu, ki ga sprejme država, bi bilo potrebno v prvi vrsti zasledovati cilj zmanjšanje birokratskih, se pravi, ovir in pa tudi postopkov v nadaljni fazi izvedbe. Zagotovo. Gospod župan, prvi teden v juniju v Litiji poteka tradicionalni Tačkov festival. Letos je bil že 7. Bil je še posebej slovesen, saj se je zaključil na dan, ko bi Nace Simončič po rodu iz Litije, vendar znan vsakemu Slovencu, ki je živel v 20. stoletju, bi praznoval 100. rojstni dan. Občina Litija pod vašim vodstvom festival vsako leto podpre, letos še posebej, saj ste financirali izdelavo kipa Naceta Simončiča, ki stoji v Litiji v bližini pošte. Tako po slikarki Miri Pregl in skladatelju Petru Jerebu imamo tu še tretji kip, ki bi
lahko postal turistična zanimivost Litije tudi za obiskovalce drugod. Pa me zanima, kako pa ste zadovoljni še z eno turistično točko. Lani smo odprli, oziroma ste odprli rudnik Sitarjevec. Ste dobili kakšne informacije glede turističnih ogledov, obiskov? Zagotovo. Mislim, da na področju turizma, če začnem tukaj na koncu, so bile v tem mandatu narejene zelo pomembne koraki naprej. Zagotovo je še pot do potrebnih cilja zelo trnova in bo treba postoriti še marsikaj, vendar rezultati so očitni. V tem trenutku lahko povemo, da je samo v lanskem letu rudnik Sitarjevec obiskalo, se pravi v prvem mesecu, prek 1800 obiskovalcev, potem nadalje v letošnjem letu do konca meseca maja približno okoli 2200 obiskovalcev. In v tem trenutku, ko imam podatke, je do konca meseca avgusta so tudi skoraj da vsi termini obiskov že predhodno zasedeni se pravi za ogled rudnika, tako da dejansko je bil to res zadnji čas, da smo storili, predvsem, da smo storili to odprtje v času in v trenutku, ko imamo še mnogo živih prič, se pravi pričevalcev iz tega obdobja, ko je rudnik še funkcioniral. In to mislim, da je bilo najbolj pomembno, da smo še ujeli ta časovni okvir. Sicer pa pri rudniku zdaj nestrpno pričakujemo do konca tega meseca, ali bo nam uspel kakšen le projekt na razpisu Interrega, ker smo tudi kandidirali s tem rudnikom, da bi šli še naprej in lahko omogočili ogled še bistveno večjih znamenitosti, kot jih že lahko obiskovalci dobijo v tem prvem delu samega rudnika. Ampak, če zdaj nadaljujem naprej, zagotovo Nace Simončič je bil izjemna osebnost, mogoče to šele bolj ugotavljamo z leti, kot takrat, ko je šele živel, kakšno vrednost in bogatstvo je nam zapustil za svojimi deli, ki jih je ustvarjal v svojem času. In mislim, da je ta, se pravi, oddolžitev v obliki doprsnega kipa v neposredni bližini njegove rojstne hiše verjetno zelo pomembno, da se je občina za to odločila in mislim, da je bila ta odločitev pravilna. Hkrati je pa res, tako kot ste že tudi nakazali v vprašanju, Litija resnično dobiva od Trga Svobode pa preko te Valvazorjeve ulice, ki bi jo lahko imenovali tudi kot glavni trg, ker občina nima mesto nima glavnega trga, pa vse tukaj do, se pravi, Sodnije oziroma Mestnega muzeja, eno tako malo res zgodovinsko ulico, ki lahko popotnik v njej dobi skoraj da tisto, bi rekel, zelo pomembno zgodovinsko osebno izkaznico Litije, se pravi delovanja skozi čas, preko cele, se pravi Valvazorjeve ulice, pa potem seveda na koncu še v Mestnem muzeju. In zelo dobro je tudi zdaj tudi kletne prostore urejamo v skladu s projektom, ki smo ga pridobili, se pravi evropskim projektom LASA. Zaključili bomo s tem projektom tudi do konca leta, tako da bomo lahko preselili tudi zbirke v spodnji del in to bo še en dodaten del k, se pravi, obogatitvi, se pravi, celostne tako kulturne dediščine, kot tudi samega turizma in pa turističnega produkta Litije. Občinski praznik, ki ga občina praznuje 16. junija, je za nami. Tudi letos ste podelili nagrade, županove nagrade in Jerebove plakete. Kateri so nagrajenci oziroma dobitniki? Ja, seveda prejemnica zlate plakete je letos Obrtno-podjetniška zbornica Litija, ki je zagotovo po številu zaposlenih obrtnikov največje podjetje v občini in
Tudi odločitev mislim, da je bila povsem na mestu, še zlasti zdaj v tem obdobju, ko se obrtno-podjetniška zbornica mora še bistveno bolj truditi za svoje delo, za svojo prepoznavnost, ko članstvo ni več obvezno, vendar so z svojim delom dokazali, da tudi to ni ovira. Poleg tega pa smo tudi letos podelili 6 priznanj župana. Gre predvsem za pomembne obletnice posameznih društev, to so Kulturno-umetniško društvo Jevnica, Nogometni klub Jevnica, potem je tukaj Prostovoljno gasilsko društvo Kresnice za 90-letnico delovanja, pa potem je še tukaj Prostovoljno gasilsko društvo Breh in pa Prostovoljno gasilsko društvo Tihaboj, oba dva tudi za 80-letnico delovanja. In pa seveda priznanje je bilo podeljeno tudi dolgoletnemu predsedniku Občinske gasilske zveze, gospodu Dragu Poglajnu, ki je res dal svoj enkraten prispevek k razvoju gasilstva v občini Litija. No, letos smo pa seveda ob občinskem prazniku po nekajletnem premoru tudi prvič podelili Jerebove priznanja. Namreč lansko leto je Peter Jereb praznoval 150-letnico rojstva in takrat je tudi padla odločitev, da moramo nazaj obuditi podelitev Jerebovih priznanj, ker občina Litija je znana po izjemnih tudi kulturnih dosežkih in ta tradicijo spet letos smo se pravi obudili na sam občinski praznik. Tako smo podelili se pravi 9 priznanj, 2 zlati plaketi, to je Jožetu Setničarju, ki je vodja lesenih rogistov iz Kresnic, in pa Mariji Smolej, izjemni likovni ustvarjalki, ki ne samo tukaj ustvarja na našem območju, tudi širše. Srebrno plaketo za svoje delo, 20-letno delo so prijeli se pravi leseni rogisti tudi, in pa bronaste plakete so prijeli Ana Tori, Blaž Kokovica, Luka Hautman, Miha Hribar, Primož Kokovica in pa Rok Zupančič. Hvala lepa, čestitke v imenu vseh gledalk in gledalcev v občinskem prazniku. Za danes vam zahvaljujemo za pogovor. Do naslednjič lepo pozdravljeni. Vam pa, drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Srečno!